Dobrodošli v oddaji ta teden v rubriki Vis-a-vis. Z menoj nocoj še ena živa legenda, Darek Avrič, dobrodošel. Hvala, dober dan, dober večer. Hvala, da si vzel čas. Z veseljem. Moram ti povedati, da pri nekaterih gostih enostavno moram povedati tako, kot je. Oziroma, kot jaz čutim. Ker ti pogovori so taki, da se spogovarjam. Kar me zanima in tudi definiram človeka iz tega kota. Te moti to? Ne. Se rad pohvališ. Seveda. Če ti ne bi jaz rekel legenda, bi si sam rekel. Ok, pustimo zdaj to legende, ampak ok. Recimo, Najprej začniva, da ti jaz čestitam za MMS. Hvala. To je bilo res eno super presenečenje za mene in da je zmagal komad Kristalno jasno, ker v bistvu ni lih neka huda vesela tema. Seveda govorijo o minevanju in tako naprej, ampak evo, izgleda, da je to, bom rekel, je naredil en dober vtis. Ampak, kakor si zapeljal z instrumentami, s tem vsem skupaj, jaz bi mogel biti tam osebno, bi si mogel to ogledati, ampak sem imel eno kosilo, ki se je zavleklo do ponedeljka. Dobro. V redu. Tako da, koliko zmag imaš pa zdaj že vseh skupaj, če se šteješ z če se štejemo 4,5. Zato, ker prvo leto smo nastopili Kingstoni s komadom Ko bo padal dež, v sklopu festivala Melodije More in Sonca, ampak to je bil kot predvečer imenovan Nova scena, čeprav mi takrat smo bili že daleč od tega, da bi bili novi, mislim, po letih. Dobro. Tako da to ni prav čistuna ta prava zmaga. Je pa pol bil leta 1998 s komadom Cela ulica nori, pa 2002 komad Hotel Modro nebo in pol še 2004 Brizgalna brizga in evo letos Kristalno jasno, prvič na samostojni karieri ta zmaga in zato mi tudi nekako največ pomeni, ker sem res pač vložil vse, kar sem znal in zgleda, da je bil neki pravi način. Kdaj si šel na solo samostojno pot? Mislim, veš kaj, s Kingstoni smo delali 30 let. Lani si zapustil? Ja, letos v bistvu, tako da je bil, to je fajna taka odskočena deska, bil lih ta festival. Ok. Je pa, se pravim, 30 let je kar dolga doba in človek si, tudi če vse nekaj super in fajn, si človek začeli delati kdaj kaj drugega in iskati neke nove poti, kar sem jaz praktično skozi delal, ker tudi sem kar v tej svoji karieri menil kar nekaj teh glasbenih stilov in evo, zdaj se pač poigravam z takimi stvarmi, ki mogoče niti ne bi pasale recimo v Kingston. Prav ta potreba po solo karieri se ti je dlje časa pocala v glavi? Pa ja, prvi solo album sem izdal, mislim, da leta 2011 ali 2012, Partigiano di Amor, ki je bil tudi kar lepo sprejet. Nisem se pa nekaj metal ven, ker sem, ne vem, bilo mi je tako v enem coni udobja sem bil, zdaj pa... Zdaj se pa mečeš ven? Ja, zdaj se pa mečem ven. Kaj je bilo pa, če pogledaš za nazaj v svoje življenje, prva stvar, ki si jo naredil, ki je pustila pečat, da si rekel, zdaj sem pa jaz nekaj naredil. Je bilo to še s kuzlami? V bistvu prva stvar, ki je bila, ker spomnim, je šla tak Zvezda repatista čez nebo. Potem se je začelo podogajati. No, pol naslednja stvar je bila pa res Kuzle. To je bil moj prvi band, kjer sem avtorsko delal. Kjerga leta je bilo to? To je bilo leta 80 do cirka 82, 2 let smo delali. V tem cajtu naredili nek 40 komadov in imeli smo to srečo, da smo vse to snemali en kasetofon. Tako da smo leta 2010 vse te komade praktično, mislim, polovico komadov smo posneli na novo in v bistvu spet nekako spomnili na Kuzle, ker takrat smo bili absolutno premladi in preveč ortodoksni in se nismo znali, bom rekel, niti meniti z nekimi založbami in karkoli. Recimo Pankrti so bili toliko starejši in so že imeli malo pošlihtano v glavo, mi pa absolutno nismo imeli. Tako da smo rekli, bomo to enkrat. Nikoli si nismo mislili, da bomo še enkrat posneli, ampak evo smo in je bilo super. To je bil edini vir tiste kasete, ali kaj? Da. Od tistih stvari, kar ste delali? Da, ampak to so stvari, mislim, a veš, ko si ti star 17, 18, tistih stvari pač noben od nas ni pozabil. Tudi smo rekli, ok, probamo ene 3 komade, da vidimo, kako to, a bo to ok ali ne. Ampak recimo tudi Bojan, ki poje, on je prišel, kot da bi včeraj nehal pet. Mislim, zanimivo, kako ti nekaj ostane v glavo. In mislim, da je prav, smo posneli tako, kot smo si takrat želeli, ko smo bili mulci. Izpolnitev mladostnih sanj. Kakšne imaš pa spomine na to? Bi se vračal v tak stil?
Kaj je bilo to? Ne, punk, pa to, mislim, vse poslušam, ampak mislim, to je za mularijo. To mora biti mularija. Grozno gledati neke starce, ki parirajo. Ja. Pa se veš, tam moraš imeti 40 kil. Ja. Tako da to je to. Ampak punk, to je bil statement takrat tudi, ne? Ja. Nek statement. Kaj se ti pa zdi, da je danes statement v muziki, če sploh še obstaja? Nekih generacij določenih segmentiranih. A veš, da po prsti povedati, ti ne vem točno povedati, kaj bi to bilo, ker se pravi, jaz sem se takrat nekako čisto delil iz tega in sem začel zanimati druge stvari, zdaj točno kaj pa zdaj mularija, pa če ima ta statement, pa bi mogel kakšnega mlajšega vprašati, ne vem točno. Ne spremljaš toliko. Eurosong recimo? Eurosong spremljam in letos mi je seveda najbolj ostal v spominu Espresso Macchiato. Ja. In tudi, ko smo delali komad za Kristalno jasno, ko smo delali produkcijo, sem rekel, en tak zvok bi rad imel. Vse komad je bil že prej narejen. Edino produkcijsko smo ga malo tako zapeljali. In drugače pa Eurosong, ko pa vem, gledam, ampak nisem pa neki fan. Zelo rad sem pa zmeraj pogledal emo, pa te stvari. Pa seveda najrajši meni od teh festivalov mi je pač najljubši Melodije More in sonca. Ker se zdi ena taka pozitivna vibra, poletje je... Vse zelo nekako. Spominja na Sanremo. Rad bi bil Sanremo, ja. Ker se mi zdi še ena stvar, da je to eden redkih naših festivalov takih, kjer se še da, rekel, poudarek ekskluzivno na skladbo in na petje. Ti dobiš tam mikrofon in moraš priti tudi pet. Tako. Noben ne gleda, ali imaš bleščice na sebi, ali se boš okrog zasukal. Ne, moram reči, da je res. Ta festival mi najbolj leži, sploh pa to, ker je tudi band v živo. In jaz sem rečem kapo dol vsem tem muzičarjem, ki so tam, ker naučiti se tistih 12 ali 14 komadov in to... Tam je vse v živo. Čisto vse v živo. Vse v živo. Tudi Mario pa Lorela. Ja, to pa nisem čez vešen. Da bomo pogledali za enkrat. Ona dva mi nista nikoli delovala v živo. Bomo pogledali, bomo zavrteli nazaj. Ok. Prav zanimivo se mi zdi, no, ta tvoj, bi rekel, spekter iz tistega v tole, v pop in do tega, kar si zdaj. Zablujena generacija je bila kdaj, časovno gledano potem? To je bilo tam nekje 2-4, 2-5. Tam imaš ti prste vmes. Ja, še za nekaj legendarnega, ne? Veš, kak je bilo? To je bila pa ta zgodba z basistom te grupe. Mislim, da smo se že prej poznali, pa oni so igrali 2 priredbi od Kuzl. Z basistom Zablujene generacije smo v bistvu delali skupaj na firmi in seveda, kadar je bil čas za kafe, pa za te stvari sva debatirala in pa rekel, če bi jaz naredil kakšen komad, rekel pa ja, no, ok, popробamo. In pa sva naredila skupaj ta Positive Vibration, ki je bil res kar hitič. Pa Sonce nabija, Superboy, Pobegli vlak, tako da se je kar nabralo teh komadov. Recimo, Kdo hoče plesati z menoj, s katerim so bili Zablujenci na EMI tudi in dosegli neverjetno 4. mesto, ne, glede na to pač čisten tak poseben stil. Ja. In ja, sem se veš, vsake stvari pač je enkrat konc, nekje se izpoješ in takrat pa začneš delati kaj drugega, ne. Zanimivo je to, da v istem času sem imel tudi Atomic Harmonic, kaj je čist neka kontra zgodba. In sem se zmeraj tudi hecal, da ko delam komade, ko prijem v studio, ko delam za Zablujence, si dam usnjeno jakno, ko gremo Atomike, si dam pa narodno nošo in to, preklopim film. Da se navzameš. Tako. Kako pa ustvarjaš, če se smem vprašati? Kaj? Štartaš iz česa? Kakšno metodo ustvarjalno imaš? Probavaš na kitaro, na klavir? Malej, to je čisto odvisno. Kjerkrat ti pade neka melodija v glavo, kjerkrat imaš par besed napisanih, glede tekstov pa tega, to te lahko nekaj prebereš, neki članek v časopisu, pa ti en stavek potegne, pa žuk, pa iz tega nekaj narediš, ali pa bereš knjige, pa to je pa dobro. In najboljše, če gre nekako boje skupaj, no. Da ti dimeden da narediti komad, recimo napiši mi tekst na to pa to melodijo, moram priznati, da tukaj pa nisem lik doma. Če ne gre mi to. Se to še dogaja? Da nekdo pride z gotovo pa hoče tekst gor? Pride še. Ne vem, iz kje se je to rodilo, ker to je bilo vedno v zgodovini glasbe. Od pamti veka je bil tekst, ki se ga je uglasbil. Zato se pravi uglasbiti. Zdaj je največkrat kontra, ne? Največkrat kontra? Ja, saj tak občutek sem jaz dobil, no. Imaš kakšne
žanre, ki so ti pa, recimo temu, off limits, oziroma da pa ne bi delal? Pa v bistvu ne, jaz v vsaki muski najdem nekaj, kar me res, v vsaki muski najdem nekaj dobrega, kar me potegne, a ne. In tudi, ne vem, leta 2018 ali 2019 sem izdal en album, ki je bil album chill out glasbe, ne. In žal je šel samo v digitalni obliki pri hrvaški založbi Menard, ampak... Kakšna chill out glasba, brez vokala? Ne, mislim iz vokalom, ampak vse veš, tako vse umirjeno. Tako da človek tisočerih obrazov, ne. Ja, in tisočerih slogov, žanrov potem takem. Tako. A se tudi z leti pomerjaš, se to čuti v tvoji glasbi? Ali če boš divji, boš še vedno napisal divji? Pa ne rečem, da se staraš. Ne, to je tako vemo, no, ampak mislim, da lahko skačem iz stila v stil, brez kakšnih zavor in preprek. Tako da, plih, ne vem, pol leta nazaj sem naredil en super punk komad, sem tam, ne čaka na boljše čase. Aha, ni še vzrl luč dneva. Ne, tudi ne bom jaz to, če bo kakšen drug, kakšna mlajša generacija. Zakaj je tvoj knjižni prvenec tudi, kot si se sam izrazil, knjižni zadnjenec? To je govoriva o knjigi, ki je šla 2018, z besedami in prsti. Ja, z besedami in prsti je bil naslov te knjige, v katerem sem zbral enih, mislim, da 70 skladb, oziroma ne skladb, ampak tekstov in besedil, neka kombinacija pač tistih, ki je kao poezija, pa ene najboljše tekstvari iz besedil, ki sem jih delal in za sebe in za nas. Tako da neka taka mineštra vsega tega skupaj. In si to zbral in izdal? To sem zbral in to je dejansko bil prvenec. Zakaj ne bo nadaljevan? Zato, ker tiste besedila sem zbiral kar nekaj časa oziroma pisal skozi leta in to se mi je nabiralo. In pa smo rekli, zakaj pa ne bi to nekje objavil. In je bil tudi kar lep odziv na knjigo. Tudi v Idri, kjer smo imeli promocijo te knjige, je bil tudi super odziv. In naj ostanem v dobrem spominu, potem ne da delam kaj novega, ker ne bo dobro, tako da ne tako ostane. Jaz imam v modi je danes, če izdaš knjižno uspešnico, ne vem, kako zgoreti, moraš nadaljevanje, kako se samo vžgati. Moraš si tudi nadaljevati s tem svojim. Kaj pa je zate ta, kar rečejo Američani tako radi, next big thing? Ker vidim pač po taki karieri, kot jo imaš ti, po teh dosežkih, ki jih imaš ti, te moram vprašati, kaj je tisto, ker imam občutek, da ne boš... Kar me žene naprej. Ne boš rekel, jutri, jaz grem pa v penzijo, grem pa ležati na Maldive. Ne, to pa bo hore. No? Ne, hočem reči, da... Bi imel TV vdajo. Zdaj, se pravimo, v teh 30 letih sem se kar, bom rekel, mal nasitil tudi teh večjih odrk pa tega. Tako da zdaj nastopam znova zasedbo fantov iz Vipave, Tambura Tim, s katerimi preigravamo nek jagodni izbor teh mojih komadov, od Kuzl, zablujene generacije Kingston, lastnih komadov, Atomic Harmonic in tako naprej, ampak v neki novi izvedbi, bolj koncertna varianta in bolj mi je všeč on tist pristop face to face, tako da so mi ti mali odrčki, koncertni, to mi je zdaj tisto, kar mi je najbolj zanimivo. Se pravi, vse človek prenaje teh velikih odrov, ker si predstavljam, da ste to, da nisi bil veliko večerov doma, po mojem, v življenju. Moram reči, ja, da vikendi so kar trpeli v tistih največjih časih Kingstonov in res sem bil zelo malo doma. O tem govori, se človek prenažre tega. Ja, malo je to, ne. In razumeš, koncert dan za dnem, to je rata malo too much, ne. Tako da zdaj pa v bistvu, če imam koncert, ga imamo ob 8 ali pa ob 9, to je neko kulturno uro doma in to so leta tudi, ja, seveda. Ma, kakšna leta. Ne, sam zanima me tako, ne, če imaš kakšno anekdoto z teh nastopov, ker že jaz pa sem bil samo, ne vem, včasih smo se srečali, ko sva s Sašotom Hribarjem prišla kot poleg benda še kakšen nastop, ne, ko smo nastopali, ne, pa smo se srečali, pa to, pa vem, da tak nastop, pa to ti da adrenalina, pa to te... Kako boš prišel, ne vem, pa se umiril, pa spet rad ustvarjalen, pa naslednji dan spet na en oder, na neko zabavo, na neko žurko. Kako se ti sproščil? Kako si se ti pomiril s tem adrenalinom? Se pravim, če ko si imel ti recimo 4 nastope v enem tednu, valjda ne moreš biti 4. nastop tako dober, kot si bil
prvi dan. Ja. In te izčrpate tako in drugače. In imeli smo še to varianto, da smo bili zmeraj, da smo hodili domov, da smo bili na cesti ogromno. In pol, ko se je to začelo malo vsega kopičiti, imam neka taka obdobja. Zdaj sem se ful s kolesom vozil, pa sem hodil ful plavat. V času korone sem začel ful host na ta idrijski najbližji grič, teda skos nekaj. Ne. Zdaj pa, pa ni bilo korone več, pa sem pa spet hodil na kavice, pa tako naprej. Pogrešaš tiste čase? Ja. Korone. Bilo je hudo, sedaj je že dobro. A sedaj je že dobro. Se pravi, kaj te čaka? Kaj je zdaj to ta zadnja stvar, ki te čaka? Kaj imaš še v svojih beležkah, ki jih ne boš izdal? Ne, se pravim, pomembno mi je to, da bi imel kvalitetne nastope. Drugače pa ja, seveda pripravljam že nov material, kdaj bo šel, pojma nimam, verjetno po novem letu se več ne mudi. Po novem letu šele? Seveda, zakaj? Zdaj bo december, pa to hmal. Božično sem napisal že pred 2 leti, tako da ne bom še ene. No, sicer božično, itak to pišeš v februarju ali pa marcu, tako da se li fajn izkristalizira. Absolutno. Da ti postane kristalno jasno. Tako, da ti postane kristalno jasno, ko si še pod vtisom iz prejšnjega. Tako. Kakšna se ti zdi pa, bi rekel, trenutna slovenska glasbena scena, ker čutim ogromno, ko bi rekel, po eni strani sovraštva recimo do tega, kar je pošiljamo na emo, po drugi strani pa pogledaš ene melodije Morja in sonca, si pa presenečen, koliko dobrih novih komadov še pride. Žalostno je to, ne, recimo pri omenjenem festivalu, ne, ne zdaj, da bi gledal s tem, koliko se eden matra, pa koliko je vse vložil, ampak, kot si rekel, komadi so res na mestu. In što si v tem, da je žalostno, da teh komadov niti ne slišiš nikjer, ne. Potem, ne. In tudi, se veš, imaš neke lobije, ene radijske vrtijo to, ene radijske to. Zdaj, če nekako ne pašeš nobenega od teh, je to malo težko, ne. Moraš skladbo prevesti v hrvaščino. Ja, mogoče. Čeprav to se zdi, da ni več tako. Ne vem, okej. Tudi to ni več. Ne poslušam jih radija. Si pa zadovoljen s tem, kar se danes producira pri nas? Mislim, da prihaja ogromno dosti nove muzike in tudi, ne vem, zelo pač par izvajalcev mi je res kvalitetnih. Recimo, včeraj sem poslušal, ko sem se vozil z enega nastopa, koncert od Rudija Bučarja in mi je zelo prijetno presenetil. Čeprav on ni lih novinc, ampak mi je bilo kar cool. Če praviš, ni vse tako grozno, kot si marsikdo misli. Ma ne, ni, veš kaj, ne moreš pa tudi danes nekaj narediti, jutri pa misliš, kaj se bo zgodilo. To je pač neki proces, ki traja. Zato sem ti pa rekel, da si legenda, ker če se pa s čim ne more vsak pohvaliti, pa tem, da je toliko let na sceni, pa da ima toliko dosežkov. Hvala. Čeprav, ko so Tomažu Domicelju rekli, da je legenda, ne, jaz nisem legenda, jaz sem ikona. Pa zdaj, to je pa le še huješ. A je to korak več, a je to korak nižji? Ne vem. Ikona, pol si legenda, si legenda. Kdaj si pa božanstvo? To počakamo še 2 let, bomo povedali. Zmenjeno. Dare, najlepša hvala, da si vzel čas. Z lahkoto in z veseljem. Mi je bilo čast. Tudi meni, hvala. Upam, srečno naprej, pa z nastopi pa tok, da ti bo pasal. Tok, da bo fajn, da se imamo fajn. Da ne bo spet tist... Da ne bo forca. Forca. Okay. Hvala in srečno. Čau. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.